Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Tokrat bomo ponovno spoznali jazbeca, ki pa je lačen in prezebel. In v hladni zimski noči mu na pomoč priskočijo prijazne gozdne živali. Le katere živali so lahko tako prijazne? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Na hladno zimsko noč. Bila je globoka, temačna zima. Siloviti snežni viharji so se dneve in dneve vrtinčili po gozdu in živali so čisto premrle in sestradane ždele v svojih brlogih. Nocoj pa se je pokrajina nenadoma ovila v tišino in nebo se je zjasnilo. Lisjak je pokukal iz zasnežene votline. Iz teme pa se je izvila samotna postava. Jazbec, ki se je v mesečini srebrno lesketal. Pozdravljen, je ljubeznivo dejal jazbec. Želodco mi kruli, mi lahko prosim odstopiš kaj za podzob? Lisjak se je namrščil. Hrane je imel komaj zase. Toda jazbec ga je tako dobrotljivo gledal. In lisjak si ni mogel kaj, da mu ne bi pomagal. Počakaj, je odvrnil lisjak. Hvala, se je jazbec hvaležno nasmehnil ter vzel peščico jagod, ki mu jih je ponudil lisjak. Potem pa je sklonjeno glavo, ki jo je bičal rezki veter, odgazil dalje v sneg. Oster mraz in lakota tudi miški nista dali spati. Sukala in premetavala se je po ležišču, ko je zaslišala odmev korakov. Ježeš, ježeš, je zavzdihnila. Le kdo se sredi noči potika zunaj? Pozdravljena, je milo rekla srebrna postava. V želodcu mi kruli, mi lahko prosim odstopiš kaj za podzob? Saj nič nimam, je zagodrnjala miš. Hrane ni nikjer za dobiti. Razumem, je prikimal jazbec in se obrnil. Miška je poslušala, kako je težko škripanje jazbečevih stopinj počasi zamrlo. Zdel se je silno prijazen in ljubezniv. Ona pa ga je kar odgnala. Čakaj, se je zapotila za njim. V bližini prebiva zajklja, mogoče lahko ona kaj pomaga. In tako sta se miška in jazbec družno prebijala proti zajkljenemu domku. Veter pa jo je bičal. Snežinke so se vrtinčile okoli njiju. A miška se je navkljub zlovešči temi počutila varno ob jazbecu, ki so se mu tople oči lesketale kot dve žareči zvezdi. Zajkli pa ni bilo prav, da sta jo predramila. Še manj pa je bilo do tega, da bi s komorkoli delila skromno prgišče jagod, ki si jih je prihranila. Vem, da je pozna ura, zajklja, toda jazbecu sem rekla, da bi ti mogoče lahko pomagala, je šepnila miška. Vas premrl in sestradanje, jaz pa tudi. No, če je tako, pa zlezite noter k meni, je odvrnila zajklja. Skupaj so pozobali njene poslednje jagode. In zajklja je obujala spomine na mnogo prijaznejše dni. Na tiste srečne dni, ki sta jih z miško prebili skupaj in si delili vse. O, kako se je tožilo po njih. Prav kmalu se jima je jazbec zahvalil in odšel. In tedaj se jima je brlog zazdel še bolj mrzel in noč še bolj temna. Ubogi jazbec, zunaj mraz reže do kosti.
je zavzdihnila miška in pomolila smrček v ledeno, hladno temo. Upam, da mu ne bo nič hudega, je zaskrbljeno pristavila zajklja. Tedaj pa sta zagledali temačno postavo, ki se jima je počasi približevala. Lisjak je vzkliknila miška. Kaj pa ti tukaj? Ga je pobarala zajklja. Jazbeca iščem, je pojasnil lisjak. Ves oslabel in sestradan je bil. Miška in zajklja sta prikimali. Tudi njiju je skrbelo zanj. Mislim, da bi ga morali poiskati, je rekla miška. Lesketajoči se snežni odeji so se jazbečeve sledi svetile kot srebrni tolmunčki. Snežni metež pa je huškal čedalje močneje, ko so trije prijatelji gazili po jazbečevih stopinjah vse globlje in globlje v gozd. Poglejta, je naposled pokazal lisjak. Pri drevesnih koreninah je spal jazbec, kožuh pa mu je pokrivala ledena skorja. Ves je premrl, je šepnila miška. Revček. Pomagati mu moramo, je vzkliknil lisjak. Čisto obtihceno, da ga ne bi predramili, sta miška in zajklja znosili na kup mehak mah in listja, s katerim sta mu postlali. Lisjak pa mu je v sneg skopal zavetje. In potem so se v prijetnem in toplem snežinem brlogcu tesno privili drug drugemu. Veter je zavijal in snežinke so se usipale z neba, oni pa so spali tako sladko, kot še nikoli. Toda zjutraj jazbeca ni bilo nikjer. Prijatelji so se ozrli naokoli in zagledali srebrne sledi, ki so se izgubljale v dalji. Kdo ve, kam jazbeca zdaj vodi pot, je dejal lisjak. In ali se bo še kdaj vrnil? Tisti hip pa je miška vsa iz sebe zavrisknila. Poglejta! Vsi trije so osuplo strmeli. Kako čudovito darilo, je šepnil lisjak. To je čudež, je zašepetala miška in tedaj je opazila še sporočilce. Dobro dejanje se vedno poplača in ljubezen, ki jo daješ, se zmeraj vrača. Od jazbeca je vzkliknila zajklja. Saj smo vedeli, da je nekaj posebnega. Nenadoma je sonce predrlo oblake in tisočere snežinke so se zaiskrile. Prav tako svetlo, kot so se lesketale jazbečeve dobrotljive oči. Ja, čudovita pravljica. Pravljica o prijaznosti, pomoči ter prijateljstvu. Živali so res začutile jazbečevo stisko in mu priskočile na pomoč po svojih najboljših močeh. Moram pa priznati, da me je zelo ganilo tudi jazbečevo sporočilo. Dobro dejanje se vedno poplača in ljubezen, ki jo daješ, se zmeraj vrača. Ja, pa še kako resnične so te besede. Se jih velja zapomniti. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa prisluhnite še pravljici Božič tečnega jazbeca, v kateri boste spoznali prav tako prijaznega, a malce drugačnega jazbeca, ki je bil precej tečen in to ravno na božični dan. Ampak naj vam prišepnem, na koncu je jazbec le spoznal, da je Božič čudovit čas za druženje ter praznovanje. Otroci, uživajte in ne pozabite na jazbečevo sporočilo. Pozdravček prav vsem. Čau, čau. Ja, zares čudovita pravljica.